Lep pozdrav v današnjih minutah za kulturo na televiziji Celje, spoštovane gledalke in gledalci, v kateri vam bomo predstavili zanimivo razstavo, ki pod naslovom Na vroči strani Alp prikazuje podnebne spremembe v Sloveniji. Pripravila pa jo je Humanitera, nevladna organizacija. Tehnopark Celje je v centru Celja na Krekovem trgu pripravil postavitev razstave na velikih panojih, ki pod naslovom Na vroči strani Alp s podnaslovom Življenje v času podnebnih sprememb predstavlja številne možne posledice današnjih podnebnih sprememb po Sloveniji. Razstavo sta pripravila Humanitera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ter Ministrstvo Republike Slovenije za okolje, podnebje in energijo. Poleg številnih podatkov so z računalniško simulacijo predstavljene fotografije, kot na primer poplavljen Tartinijev trg v Piranu in poplavljene nabrežine Drave v Ptuju, usušene gozdne in druge površine, na primer v Kobilarni Lipica, zeleno in v pašnik spremenjeno smučišče na Mariborskem Pohorju in še in še. In vse to ob fotografijah trenutnega stanja, ko še ni teh sprememb. Zelo nazorno in poučno, pravzaprav kar zastrašujoče, predvsem pa žalostno. Več o razstavi pa Andrej Gnezda, generalni direktor Direktorata za podnebne politike, Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, ter soavtorica razstave doktorica Renata Karba iz Humanitere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj. Ta razstava Na vroči strani Alp je nastala v okviru projekta, ki ga vodimo na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo in na zelo plastičen, poljuden način prikazuje, znanstvene podatke, ki so jih pripravili sodelavci na Agenciji za okolje, kaj lahko pričakujemo v Sloveniji zaradi podnebnih sprememb, zaradi emisij toplogrednih plinov. Namen razstave pa je, da motivira ljudi, jih povabi, da v svojem vsakdanu prispevajo k temu, da zmanjšamo emisije in poskušamo čim bolj ublažiti podnebno krizo, kateri smo žal že vse bolj priča v zadnjem obdobju. Zelo smo veseli, da je razstava postavljena na tako lepem mestu v Celju pred Celjskim domom, tako da hvala lepa Tehnoparku Celje, ki je za to poskrbel in nas tudi povabil na tole lepo otvoritev. Kaj pa je bilo avtorjem vodilo, rdeča nit pri postavitvi razstave? Veliko slišimo o tem, kako so podnebne spremembe nevarne in da je to velik izziv v 21. stoletju, ki ga moramo rešiti, ampak malo imamo pa informacije o tem, kako se to pozna tukaj, pri nas, v Sloveniji. Tako da smo želeli te znanstvene napovedi prevesti v en razumljiv jezik, nazorno pokazati, kako se bodo podnebne spremembe odrazile pri nas, na našem gozdu, na našem morju, na naših smučiščih, kjer bo snega čedalje manj. Tako da to je bilo osnovno vodilo in predvsem seveda želimo poleg tega, da ozaveščamo ljudi, tudi jih motivirati, da se aktivirajo na področju blaženja podnebnih sprememb. In sedaj, ko je razstava na ogled, lahko rečejo, da so zadeli bistvo, kako jo vidijo njeni ustvarjalci. Mislim, da smo pokrili najpomembnejše teme. To pomeni poletna vročina, ki bo čedalje hujša, suše, ki bodo delale veliko škodo v kmetijstvu, tudi na drugi strani čedalje pogostejše poplave, manj snega pozimi, dvig morske gladine in pa seveda vpliv na naš gozd. To so vse sistemi, ki so za nas življenjskega pomena v Sloveniji. Mislim, da razstava zelo paše tukaj in da je res enkraten način, da ljudem pokažemo, kaj lahko pričakujemo, če ne bomo ukrepali, in da je tudi lokacija konec koncev odlična. Po eni strani ravno na poti do železniške postaje, kar je trajnostna mobilnost, ki jo želimo na ministrstvu spodbujati čim bolj, na drugi strani pa tudi zelo frekventna točka, kar pomeni, da bo seveda veliko ljudi imelo priložnost jo gledati. Kaj pa je bilo celjskemu organizatorju postavitve te razstave vzgib, da je sprejel v naše mesto? V Tehnoparku zelo zagovarjamo trajnostni razvoj, tudi naši programi, ki jih pripravljamo za šole, so trajnostno naravnani. S programom Ekologija spodbujamo mlade in v bistvu že izobražujemo, kakšen je pomen trajnostnega obnašanja za našo bodočnost.
V Sloveniji, ki se zaradi svojih geografskih značilnosti segreva hitreje od svetovnega povprečja, zametki posledic globalnega segrevanja že občutimo v obliki pogostejših in daljših vročinskih valov, močnejših suš, pogostejših ujm in poplav ter zim z manj snega. Takšne spremembe že prinašajo spremenjene pogoje za pridelavo hrane, izumiranje živalskih in rastlinskih vrst, hitrejše širjenje nalezljivih bolezni in veliko gospodarsko škodo. Vendar pa namen razstave ni vzbujati strah, temveč opozoriti, da se s hitrimi in ambicioznimi ukrepi nevarnim posledicam podnebnih sprememb še vedno lahko izognemo. Zato v zadnjem delu razstava govori o ukrepih za blaženje podnebnih sprememb ter o vlogi države, lokalnih skupnosti in vsakega posameznika pri prehodu v podnebno nevtralno družbo. In na vse to želi razstava opozoriti in nazorno predstaviti. Razstavo pozdravljajo in jo z veseljem sprejemajo tudi na mestni občini Celje. Na njeni otvoritvi v torek pa je nagovoril tudi podžupan Uroš Lesjak. Vsekakor, absolutno je ekologija in trajnost zelo pomembna zadeva, ker nam to vrstne razstave in prikazi nastavijo ogledalo, kaj počnemo in kako počnemo z naravo. Ampak v Celju smo že pred leti pristopili k temu zelo aktivno, zbiranjem odpadkov, ločevanjem odpadkov, tudi sežigalnica je zelo ekološko osveščena, tako da tukaj smo lahko svetav zgled ne samo Celju, ampak širši Evropi. Razstavo so odprli podžupan Uroš Lesjak, dr. Renata Kajba iz Umanotere, Andrej Gnezda iz Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Andreja Erjavec, direktorica Tehnoparka Celje in magistra Maja Voglar, direktorica Zavoda Celeja Celje. Na njeni otvoritvi v torek 9. aprila pa je bilo prisotnih tudi večje število celjskih srednješolcev. Pripravili pa so tudi stojnice z različnimi izdelki, ki so jih mladi ustvarili v ekoloških delavnicah. Pričujočo razstavo na vroči strani Alp si boste lahko tukaj na Krekovem trgu ogledali vse tja do 15. maja letos. Toliko v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Hvala, da ste bili z nami in pa lep pozdrav do prihodnjič.